Nahajamo se na Bledu, ampak tokrat ne zaradi kremšnit, pleten, otočka, jezerca, tudi ne zaradi Instagram fotk. Danes smo tukaj zaradi tega, ker je Bled od našega izhodišča Ljubljane oddaljen natanko 46 km. In ker si vas večina lahko najbrž predstavlja pot od Ljubljane do Bleda, si tako preprosto lahko zamislite, koliko tale avto prevozi samo na elektriko. Novo BMW-jevo trojko smo do danes že dobro spoznali. Gre za prestižno, kompaktno limuzino, ki nagovarja predvsem tiste, ki si želijo dinamičnih voznih lastnosti in takšnega agresivnega imidža, manj pa tiste, ki si želijo prostorsko razkošen oziroma seveda cenovno ugoden avto. In tole je BMW serije 3 priključni hibrid. Tokrat bomo torej govorili o tem, kaj tej bavarski limuzini pravzaprav prinaša priključno hibridna tehnologija. Če pa vas zanima kaj bolj splošnega v avtu, bomo pa zelo veseli, če spodaj napišete kak komentar oziroma vprašanje. Že v pogledu na cenik različic BMW-jeve serije 3 se priključni hibrid z začetno ceno 51.650 € zdi razmeroma dobra kupčija. V primerjavi s primerljivo bencinsko različico 330i je dražji za 6.000 €, ampak obenem skoraj tisočaka cenejši od dizla 330D, kateremu boste verjetno pogledovali tisti, ki si želite manj litrov na 100 prevoženih kilometrov. No, do še boljših spoznanj na področju varnosti pa pridemo, ko avto preizkusimo v praksi. Kot rečeno, boste na elektriko z enim polnjenjem prevozili približno 46 km. Ob več avtocestnih kilometrih bo teh kilometrov seveda nekoliko manj, ob več mestne vožnje pa seveda nekoliko več. No, tudi avtocesta ne bo predstavljala težave, saj se lahko na elektriko vozimo do 140 km/h, ampak to velja tudi za vožnjo v klanec, saj je elektromotor že sam po sebi dovolj zmogljiv, da s takšno vožnjo ne bo težav. Zamislite si torej idealni scenarij. Vožnja v 46 km oddaljen kraj na delo, potem pa 8-urni delovnik in nato vožnja domov. Vmes pa avto napolnimo. Več kot boste polnili, cenejši bo prevožen kilometer. No in ko smo ravno pri polnjenju, vtičnica za priklop vozila se nahaja tukaj na boku vozila. Polnjenje na polnilnici poteka z največjo močjo 3,7 kW, kar pomeni, da boste baterijo z neto kapacitete 10,4 kWh napolnili za čas delovnika ali pa tekom noči. Ob takšni rabi vozila boste lahko na porabo v litrih kar pozabili, saj boste merili v kilovatnih urah. No, ampak kaj se pa zgodi, če greste na pot s prazno baterijo oziroma če prevozite več kot 46 km? Tedaj avto preklopi v hibridni način. 330e se v tem primeru obnaša kot klasični hibrid in baterijo polni z rekuperacijo ob zaviranju oziroma z delovanjem bencinskega motorja, ki baterijo polni kot generator. V tem primeru smo na našem testu beležili porabo 6,3 litra na 100 prevoženih kilometrov. Še vedno vzorno, ampak tiste prave prednosti se seveda skrivajo v popolnoma električni vožnji. Četudi nas je varčnost prepričala, pa to ni dovolj. BMW-jeva vozila sicer že kar pregovorno veljajo za bolj dinamična od konkurentov, kar si večina kupcev serije 3 definitivno želi tudi danes v dobi elektrifikacije, ko govorimo o trojki kot o hibridu. BMW je dal jasno sporočilo že z modelom i8. Vožnja tudi z uvedbo elektrike ne rabi biti dolgočasna, pravzaprav nasprotno. Prednosti nove tehnologije lahko s pridom izkoristimo za vozniško neposrednost, zmogljivost in zabavo v vožnji. Tudi z modelom 330e lahko počnete tole. Poleg hibridnega in popolnoma električnega načina imamo tukaj tudi tipko Sport. Takrat se 330e iz pevca balad s počasnimi ritmi prelevi v zvezdo rock'n'rolla, avtomobilskega rock'n'rolla. V načinu Extra Boost lahko, vsaj dokler imamo dovolj energijske zaloge, hkrati izkoriščamo polno moč bencinskega in elektromotorja. Po domače, na voljo imamo skoraj 300 konjev, zadnji pogon in, kar je najboljše, hipen oziroma instanten navor, ki ga lahko ponudi le elektrika. Odzivnost vozila je tako zares izvrstna, zadek pa še nekoliko bolj igriv. Zdaj se pravim mojstrom volana zagotovo svetijo oči, a pri pospeševanjih je vseeno treba ohraniti trezno glavo in uporabiti veliko mero občutka.
Sploh, ko je podlaga spolzka, naj tale elektronski angel varuh ostane kar lepo vklopljen. Zaradi dodatnih baterij je teža tega vozila približno 200 kg večja v primerjavi s klasično bencinsko različico. Teža se med vožnjo občuti, ampak nikakor ne pokvari vozniške zabave. Ko vzamemo v zakup še tako čvrsto krmiljenje in pa športno nastavitev podvozja, lahko rečemo, da se 330e pelje precej pomožko, ampak kljub temu se že kar nekako spogleduje s športnimi vozili M divizije. Trenutno si od hibrida, kar se tiče vožnje, zelo težko želimo več. Gre torej za vozniško in eko dvoživko, avto, ki se lahko hipno prelevi in ponudi vrhunsko izkušnjo iz sveta, ki vam je trenutno po godu. A naj vas ne zavedemo, še vedno gre za BMW-jevo serijo 3, ki ni nikoli nagovarjala tistih, ki bi si v bistvu želeli preprost, prostoren in pa praktičen avto za vsakodnevno rabo. Srce avtomobila namreč predstavljata dinamičen slog in pa športna vožnja. Kljub temu, da se 330e ponuja kot zelo razumna odločitev, pa morate tudi tokrat zraven prišteti precejšnjo mero čustev.